Pozdravljeni, pa smo spet skupaj, takole nadaljavo. Zdaj, bližamo se eni izmed zadnjih snovi, ki nas čakajo v 3. letniku, in sicer grafov funkcije sinus in kosinus. Združili bomo vse lastnosti sinusa pa kosinusa in bomo lahko narisali krivuljo, ki opiše, kako se vrednosti sinusa in kosinusa gibljeta tudi za druge kote. No, zdaj, če se spomnite, smo sinus in kosinus definirali na enotski krožnici. In zdaj sinus in kosinus sta v bistvu že tukaj bila definirana za več kotov. Recimo lahko gremo za kot 60 stopinj, kot 180 stopinj, kot 360 stopinj, in pa če bi pol zaokrožili še drugi ali pa tretji krog, bi lahko dobili še več vrednosti. Se pravi, za vsak kot, ki si ga mi izmislimo, lahko dobimo ustrezno vrednost kotne funkcije. Ampak tole, kar gledamo, tale krog, to ni graf v bistvu funkcije. Zakaj ne? Ker ne dobimo, če damo en x noter, ne dobimo eno vrednost, potem prikazuje sinus in kosinus, v glavnem ni v redu, a ne. In zato bomo zdaj graf poskusili narisati na en drug način. Najprej bomo začeli z grafom sinus. Se pravi, narisali bomo graf funkcije f od x je sinus x. Takole, ne. F je to, f od x. Okej. Najprej se bomo malo pogovorili. Se spomnite, ko smo rekli, da je 180 stopinj enako pi radijanov. Izkaže se, da kotne funkcije lažje ponazorimo s pi. Zato ker pi ravno določajo enakovredno enoto, bi rekli, vrednosti, ki jo dobimo za sinus oziroma za kosinus, ne. Zato bomo zdaj mogli začeti razmišljati malo o pijih. In zdaj pa predlagamo vam takole. Pol lista bomo napisali nekih lastnosti. Hkrati pa bomo risali na koordinatni sistem. Zato si mogoče pol lista ali pa tisti, ki malo na več pišete, oziroma tisti, ki si pišete tu zraven, si spustite in bomo dopolnjevali. Na drugo polovico pa narišite koordinatni sistem. Koordinatni sistem bomo rabili tako bolj ozek pa širok, tako ta, a ne. Na y os si že lahko vrišete 1, 2, 3, na x os je ta, pa še počakajte, ne. To se bomo pa zdaj malo pogovorili. Se pravi, spustite si pol lista oziroma več, odvisno, kako na veliko kracate, in potem narišete graf x in y os. Potrebovali y ne bomo, bomo šli samo do 1 navzgor pa do -1 navzdol, medtem ko v desno pa recimo, da imate vsaj 3 centimetre desno pa 3 centimetre levo, še bolje bi bilo pa 6 enot, ne, vsaj 6 enot. Tako da si vzamete 1 centimeter za eno enoto, se pravi 1 centimeter je 1 enota. Tako. Okej, zdaj si dajte na pavzo, to naredite, potem boste pa lahko sproti vrisovali. No, in sedaj premislimo malo, kako bi zdaj vrisali tole točko, kakšne so vrednosti. Ker sem že nekaj govorila o pijih pa o vrednostih, mogoče bi si pogledali takole. Najprej bi rekli tako. Pi je sicer res 180 stopinj, tako smo jo prej napisali. Ampak če bi pa pogledali, kakšna je vrednost pija, a ne, je pa 3,14 pa tako naprej, veliko teh decimalk ima, a ne. In zato bo pi na grafu enak 3 enote. Zdaj, če se spet malo povzamemo, kaj do zdaj vemo. Risali bi radi graf sinusa x, risali ga bomo na en tak malo bolj
ploščat koordinatni sistem in pi radijanov bomo uporabili za to, da bomo lahko narisali kot sinusa. Pi je pa 3,14 število, ne? 3,14 pa še nekaj je to število. In mi bomo na naš graf nanesli pi vreden 3 enote. Kako bi rekla, ne? 3 centimetre oziroma 3 enote na našem koordinatnem sistemu bo pi. Kaj to v praksi pomeni? Če zdaj gremo na ta naš koordinatni sistem, tule, 1, 2, 3, na 3 bo zdaj tukaj pri nas pi. Potem še 3 enote naprej bo 2 pi. Zdaj, če še imate prostor, lahko še 3 enote, bo 3 pi. Zdaj pa, če gremo nazaj, od 0 pa 3 enote v levo bo minus pi, še v levo bo minus 2 pi. Se pravi, če imate prostor, ne, bi bilo pa še tukaj 3 pi. Mi bomo rekli, da je pi približno 3 enote in pije bomo označili na x os, ko bomo risali graf funkcije f od x je sinus x. Zdaj pa najraje, ne, vrišemo točke na graf, ki so nekako cele vrednosti oziroma ki so take, da se dajo enostavno izračunati. In sinus ima nekaj takih točk, ki so v bistvu, ki lahko se pojavijo, pa so cele. In sicer, če bi mi pogledali tole enotsko krožnico za sinusa, ne, potem bi videli, sinus je na y osi in kakšne vrednosti bi za nas bile take prijazne, ali kako bi rekla, ne. Ja, vrednosti so lahko 1, potem je lahko sinus 0 na y osi, pa minus 1, ne. Te 3 bi bile najbolj idealne, zato ker jih znamo vrisati, ne. Polovico je težje, pa bi jo tudi sicer znala, ne, če bi bilo tule, bi bilo sinus je polovica, ne, ali pa minus polovica. Ampak tele 3 točke, tukaj je sinus največ, tukaj je sinus 0, pa tukaj je sinus minus 1, so pa take kar znane. In tam, kjer je 1, temu bomo rekli maksimum, tam, kjer je minus 1, mu bomo rekli minimum in tam, kjer je 0, bomo rekli ničla. Upam, da se vidi tule, ničla sem napisala, ne. Okej, se pravi, zdaj 3 take vrste točk za sinus bomo uporabili in s pomočjo treh točk bomo sinus narisali. No, pa če se vrnemo zdaj tu nazaj, kaj imamo do zdaj? Do zdaj smo pač ugotovili, da imamo koordinatni sistem in da na ta koordinatni sistem vnesemo pi. Pa 2 pi, pa 3 pi, pa minus pi, pa minus 2 pi. Tako. No, in zdaj se bomo lotili kar prve točke, ki so take bolj pomembne za naš graf f od x je sinus x. Najprej rečemo takole. Se pravi, risali bomo graf f od x je sinus x. In poglejmo prvič, kje so ničle te naše funkcije. Ničle funkcije so tam, kjer je funkcija enako 0. To je sinus x je 0. Zdaj pa nas zanima, dobro, toliko je vrednost, a ne, sinus x je 0, se pravi, vrednost bo tukaj predstavljala y. Mi bi pa zdaj radi poiskali, za katere x pa je sinus enako 0. Če bi dali v kalkulator, ne, za katere x je, ali pa če bi pogledali tule, za kateri kod bo y koordinata 0. Ja, takole bom jaz malo pobrisala, da bomo lažje videli. Zdaj, če pogledate, sinus mora biti tukaj dol 0. In če je kod 0, potem je sinus 0. Se pravi, prvi kod, ki bi že bil v redu, je x je 0. Ok?
Drugi kot, zdaj če bi bil takole, ne, tu bi bil 90 stopinj kot, ampak naša vrednost bi bila 1. Kaj pa, če bi bilo tukajle, tukajle? Ja, tule, pogledamo, koliko je y koordinata te točke, tu pa je res nič. In kakšen kot je zdaj tule okoli? Ta kot je 180 stopinj. Okej, pa gremo naprej. Če pridemo do semle, je ta točka spet ustrezna. Zato bo tukaj kot 360 stopinj. Pa če bi šli še naprej, bi spet za pol šli, ne? Za 180 stopinj. 180 stopinj plus 360 je pa 154 stopinj. In tako naprej. Zdaj pa, takle malo pobrišem, da se bomo lažje spet pogovarjali. Tile dve točki sta ustrezni. Se pravi, tale pa tale sta ustrezni za kote, a ne? Da pridete tukaj čez in je sinus nič. Ker moramo na graf orisati z pi, se pravi z radijani, moramo tele pretvoriti, te kote, v radijane. Kot x je nič. Ja, je kar nič radijanov. Kot 180 stopinj je pi radijanov. Kot 360 je 2 pi radijanov. Pi je 180 stopinj, ne? Se pravi, če smo začeli pri nič, pa smo dodali pi, pa smo dobili en pi, ne? Pa smo dodali še en pi, je bilo 2 pi. Pa še en pi, je bilo 3 pi. Ampak veste, isto je pa, če gremo v drugo smer. Se pravi, če gremo od nič v negativno smer, dobimo pa minus pi, minus 2 pi in tako naprej in tako nazaj, ne? Tako, in zdaj, če bi si mi tule napisali, za katere x-e je zdaj to nič. Ja, recimo, lahko začnemo takole. Minus 3 pi, minus 2 pi, minus pi, nič, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi. In očitno se to ne bo nikoli končalo, ne? Ker mi lahko krožimo, dokler imamo čas. Zato se tole, vse te ničle lahko zapišemo s formulo. Če pogledate, vedno je zraven pi in zato rečemo, da ima sinus ničle, kjer je x enako k krat po pi. Se pravi, važno je, da je tukaj neka cela številka, zato še to zraven napišemo. K je element celih števil. In to je formula, ki jo bomo potrebovali za izris ničel. Se pravi, najprej pogledamo, kaj se zgodi pri sinusu. X je nič, tam je vrednost y je nič. In kje zdaj narišemo te točke? Ja, te točke so tam, kjer je x enako minus pi, minus 2 pi. Se pravi, na vsak pi ima sinus ničlo. In zdaj pa vrišimo te točke noter. Se pravi, ničle bomo dali z rdečo barvo. Risali bomo, kje bomo risali? Risali bomo tam, kjer je y nič, to je na naši x osi. Še enkrat, risali bomo tam, kjer je y nič, to je na naši x osi, ne? In narisali bomo na katerih x-ih? Na vsak, kjer ima cel pi. Se pravi, pri minus 2 pi, pri minus pi, pri nič, pri pi, pri 2 pi, pri 3 pi in tako naprej, ne? Toliko, ko imamo pijev, toliko bi imeli teh rdečih pik. Se pravi, rdeča pika v našem primeru zdaj pomeni ničle. Ne? Kje jih rišemo? Rišemo na y je nič. V redu? Tako, vrisali smo prve točke v graf. Zdaj vi si pač to pustite, jaz bom pa zdaj šla tole zbrisati, da bomo imeli prostor za drugo točko in to so maksimumi. Zdaj, maksimumi. Maksimum je tam, kjer je sinus največji. In največji smo rekli, ko bo na y 1. Tule. Tu je zdaj maksimum.
Koliko je kot, ko pridemo do sem? Ja, gremo od tule do semle. In to je kot 90 stopinj. Se pravi, za katere x bo zdaj maksimum 90 stopinj. A še imamo kje enko? Tukajle ne, to bi bilo na kosinusu, ne. Tukaj bo -1, tukaj bo -1 vrednost. Se pravi, da mi moramo, če hočemo priti v tole točko, prišteti, koliko moramo prišteti, ne, da pridemo spet nazaj v točko. Cel krog. Se pravi, da drugi x bo 90 stopinj plus en cel krog, celih 360 stopinj. Pa če bi hoteli spet, a ne, priti sem noter, bi mogli iti še en krog. In to bi šli že 2x 360 stopinj. In spet še en krog, da bi lahko prišli na to točko. Se pravi, ena točka na tej naši krožnici je ustrezna in samo en krog gremo okoli, pa že pridemo nazaj. Isto bi lahko šli pa tudi v minus, ne, lahko bi imeli 90 stopinj minus 360 stopinj in tako nazaj, ne. Vem, da vam tole izgleda grozno, ampak potrpite še malo, ne me še ugasniti, malo še počakajte. Tako, no, in zdaj poskusimo tole napisati z radiani. 90 stopinj je isto kot pi polovic, ne, 180 na pol je ravno 90 stopinj. In koliko zdaj prištejemo tukaj? 360 sta pa 2 pija, a ne? Zdaj pa, ker lahko pa 2x 360, 3x 360 ali pa kakorkoli, a ne, se pa lahko doda tukaj še krat k. 2 pi k, kjer je k element celih števil. Pa bomo zdaj to napisali tam za risanje, a ne. Se pravi, to pa si zdaj lahko v zvezek napišete. Imamo zdaj drugič, so maksimumi. Maksimumi so tam, kjer je sinus x enako 1. Sinus x gledamo po y osi, a ne, in zato so naši x-i naslednji. Rekli smo, ja, pri pi polovic je, pa pri pi polovic plus 2 pi, pa pri pi polovic pa še plus 4 pi, ali pa pri pi polovic pa minus 2 pi, pa tako naprej. To so naši x-i, a ne. In to lahko zapišemo na krajše s formulo. X je, začnemo pri pi polovic in potem na vsake 2 pija krat k je to, kjer je k element celih števil. Torej, to je pa formula, ki jo bomo uporabljali za risanje maksimuma. Maksimum bo torej prvi pri pi polovic, potem pa na vsake 2 pija v desno ali pa v levo bo maksimum. Zdaj pa, da nam bo lažje, bomo narisali tam, kjer rišemo sinus x je 1, se pravi na y osi sinus x je 1, tam bomo narisali ravno črto, črtkano, zato ker bo to naša pomožna črta. In tja gor bo naša funkcija imela vse te maksimume, ne, tam gor bo imela naša funkcija vse te maksimume. Se pravi, narišimo zdaj ravno črto na y je 1. Ravno črtkano črto. Takole, jaz sem malo zgoljufala, sem vas dala na pavzo, da sem lahko narisala tole črto, ker če ne bi predolgo trajalo, verjemite mi. No, in zdaj, tale mora biti črtkana in tukaj gor bo napisan max, a ne, tukaj bojo naši maksimumi in zaenkrat bomo narisali tale maksimum. Ta maksimum, če vam je lažje, lahko rečemo, to bo v točki x koordinata je pi polovic, y koordinata pa 1. Oziroma, če si zapomnite, na črto za maksimume rišemo pač vrednost, kjer je x, toliko mora biti. Kje je zdaj pi polovic? Smo med nič in med pi in damo to na pol.
to je točno 1,5 centimetra, če ste šli po centimetre. Tukaj je zdaj pi polovic. In zdaj pa dajmo tule naš maksimum. Takole, super. To je zdaj naš maks. Ok, zdaj imamo maksimum, zdaj nas čaka še pa minimum. Minimum smo rekli, bomo pogledali, kak je. No, pa poglejmo, za katere pije oziroma za katere kote je pa sinus najmanjši. Sinus je po y osi in najmanjši bo tam, kjer je sinus enako -1. Se pravi, -1 po y, to je tale točka. Zdaj pa kateri kot je ustrezen temu kotu, da je tule. Ja, en kot je že tale. Če gremo tule, to je zdaj 90, 180 in ko pridemo do sem, x je 270 stopinj. Zdaj, ker ni nobene druge točke, tako pri maksimumu podobno, ne? Potem do naslednje točke pridemo tako, da tej točki prištejemo 360 stopinj. Plus 360 stopinj. In tako naprej, spet lahko gremo 2x po 360 stopinj ali pa 3x po 360 stopinj. No, v resnici je pa mogoče malo enostavnejše, če gremo navzdol v drugo smer. Potem je pa tale kot, od tu do tu, pa -90 stopinj, ne? Pa spet lahko plus 360 stopinj, pa če gremo še enkrat, še 2x 360 stopinj, pa tako naprej oziroma tako nazaj. Ok. In zdaj pa moramo tole še z pi napisati. 270, to je 3pi polovice plus 2pi, ne, 360 je pa 2pi, ampak ker se to redno ponavlja, damo krat k, kjer je k element celih števil. Tudi 2πk oziroma lahko zapišemo tudi 2kpi. Tole bo večkrat, sploh pol, ko bomo delali naloge, izraza sta si pa popolnoma enaka, samo zamešane so črke, ne. Tako je lažje tudi reči 2kpi. 2kpi, malo pa vadite dva. Ok. Zdaj pa, da ne bomo imeli pa tako hudo teh številk 3pi polovice, ne, se mi pa zdi bolj smiselno, da uporabimo tole, ne. X je, 90 stopinj smo rekli, da je ravno pol pija, to je minus pi polovic plus 2kpi bo pa tista naša formula, ki jo bomo potem uporabljali. Ok, pa dajmo zdaj tole napisati še tule. Se pravi, zdaj pa lahko napišete, ne, tretjič, zdaj še imamo pa minimum. Za minimum mora biti sinus x enako -1. Sinus x mora biti enako -1. Ja, za kateri x pa je to? Ja, to je pa za -90 stopinj, pa za 270 stopinj, pa za 270 stopinj plus 360 stopinj, pa tako naprej. Če bi to zapisali z pi, bi dobili minus pi polovic, pardon, 3pi polovic, potem 3pi polovice plus 360 stopinj, 3pi polovice, ne, če smo zdaj s pi, je 2pi namesto 360 stopinj, pa tako naprej. In če bi to želeli s formulo napisati, bi dobili, da je x minus pi polovic plus 2k krat pi, kjer je k element celih števil. In to je tista formula, ki jo boste zraven mogli znati oziroma napisati. Kako pa zdaj tole narediti? Ja, podobno kot prej, a ne. Minimum bomo risali na eni črti, in sicer vrednost bo tam y je -1. In za to črto si bomo naredili omejitve. Ta črta je črtkana, samo meni gre pač lažje, da jo takole narišem, bom vseeno lepše, a ne. Ta mora biti črtkana. Samo na -1, ne.
in tam bo naš minimum. Se pravi, na tej črti bojo vsi minimumi. Naš sinusni graf bo torej ujet med dve črte. In sicer imel bo maksimum na 1, minimum na -1, ničle na nič, ne. Vmes bo pa ta naš graf. Okej, zdaj pa kje je naš minimum? Tegale si morate zapomniti, ta prvega, minus pi polovic. Se pravi, minimum, a ne, bo v točki minus pi polovic bo x koordinata, y koordinata bo pa -1. Poiščemo, kje je zdaj to, od nič do minus pi je tu, točno na pol, to bi bilo zdaj na centimetru in pol. To je minus pi polovic. Ampak ne bomo na tole točko naredila, ne, ampak moramo na črti za minimum. To je pa tule. Tule je pa naša tale krivulja. Zdaj pa sinusoida je krivulja v bistvu, ki ima periodo in se ponavlja na vsake toliko časa. Recimo, zelo podobno je bitje srca, samo da je sinusoida bolj pravilna. Vaše srce gre pač, če ste že gledali EKG, gre malo gor, malo dol, malo gor, malo gor, ne, pa kap. Ne, saj ne, hec. Ampak, če vam srce pravilno bije, vam v enem točno določenem ritmu, malo gor, malo dol, malo gor, malo dol, ne. In zdaj sinusoida je pa skonc konstantna in spet gre malo gor, malo dol, v takih valovih se reče, a ne. Vas že spomni na morje, a ne. Čeprav se mi zdi, da so glih rekli, da morja ne bo. No, in dajmo zdaj narisati, povezati te valove v bistvu, a ne. Zaenkrat smo naredili visoki del valova pa nizki del valova, a ne. Če pogledate, zdaj bomo šli od ničle do maksimuma pa do naslednje ničle. Takole, ne. Evo, pa imamo prvi del krivulje. Drugi del je pa od ničle do minimuma pa do tele ničle. To mora biti taki lepi enakomerni valovi. Vem, da že niste bili dolgo na morju, ampak tako je. Vsi so enaki, a ne, taki res lepi, tako da bi dali na pol krog, pa nekaj takega. No. Zdaj pa moramo v bistvu nadaljevati. Tale spodnji val, potem je zgornji val in zdaj bi mogli spet dobiti spodnji val. Pa pol spet zgornji val. In lepa lastnost sinusa je ta, da se nam ni treba vsega zapomniti, a ne. Važno je samo, da vemo, kje so ničle, minimumi pa maksimumi se izmenjujejo pa točno na polovici ničel. Se pravi, zdaj imamo dve ničli, recimo pi pa pi polovic. Tu je bil zdaj maksimum, se pravi, da bo med naslednjima dvema ničlama minimum. To je tule. In gremo navzdol. Med tema dvema ničlama bo zdaj maksimum, se pravi, damo točno na pol in na črti za maksimum naredimo piko in povlečemo navzgor. Tako, in gremo še nazaj. Imamo ničlo, ničlo, točno na pol je tule, ker je bil prej minimum, imamo zdaj maksimum in dobimo hribček, ne. Zdaj pa spet dolinica bi bila tu, se pravi točno na pol in lepo povežemo, ne. Gre zdaj gor, dol in tako naprej, a ne. Zdaj, najboljše je, da se pri ničli ne ustavite, greste malo dol, pa ne smete iti nikoli čez te dve črte, ko ste si dali omejitev, a ne. Zato, ker je sinus je nekako tako ujeta funkcija. Za pravilno narisan graf je dosti, da imate eno dolinico in pa en hribček. Se pravi, ta del, ko smo ga najprej narisali, je dovolj. Kaj si v bistvu treba zapomniti? Kje so ničle? Potem pa en minimum in en maksimum. Ne, če imate te tri podatke, potem lahko graf narišete. Zdaj bomo šli pa kako vajo rešiti, pa boste videli, da ni tako grozno.